Tokrat v občinskem informatorju. Izgradnja centra Rotovž se draži. Kdo bo kriv 10-milijonsko podražitev? V občini Markovci protest zaradi sprememb na letošnji pustni povorki. Tradicionalni kurentov skok na Ptuju. Blagovna znamka Štajerska urbana ravni užitek prvič na sejmu Alpe Adria. Na Ptuju uspešna obrijada, predaja oblasti in etno povorka. Kurenti prispeli v Lorenc na Pohorju in pregnali vse slabo. Ditka in Feri Lanšček očarala občinstvo na Muti. Gradnja centra Rotovž v Mariboru se je ne samo podaljšala, ampak tudi podražila. Od prvotne cene se je namreč dvignila za kar 10 milijonov evrov. In medtem ko Ministrstvo za kulturo pojasnjuje, zakaj ne bo krilo podražitve, mariborski župan pravi drugače. Prvotna cena izgradnje centra Rotovž je bila nekaj čez 25 milijonov 400 tisoč evrov. Po zaključku javnega naročila za izvedbo gradbeno-obrtniških del je bila dvignjena na 31 milijonov evrov. Trenutna ocena stroškov pa znaša več kot 36 milijonov 789 tisoč evrov, vključno z opremo. Ko je pred dnevi novinarska ekipa župana spraševala, kako bodo na občini povezali konce, da bodo krili podražitev, je ta odgovoril. Konce povezujemo že od leta 2019 težava, ampak nam očitno dobro na koncu uspeva. Arsenovič je na to dejal, čeprav ve, da pogodba z Ministrstvom za kulturo ne določa kritja podražitve, da upa, da bodo pri državi dobili posluh za razdelitev stroškov. Smo danes v fazi, da smo iz najtežjega dela gradnje že ven, kar boste videli, da se že kažejo novi prostori, da bo to multikulturni, večgeneracijski kreativni center, ki ni samo stvar Maribora, ampak celotne regije, in upam, da bomo za državo našli način, da bomo kot partnerji v tem projektu si tudi stroške, ki so nastali temu projektu zaradi vseh znanih vojn in energetskih in vseh ostalih podražitev, da se bomo to breme kot se v eni skupnosti, v eni skupni državi, v nacionalnem interesu tudi razdelili. A Ministrstvo za kulturo je za naš medij in portal Lokalec že potrdilo, da je seznanjeno s podražitvijo izgradnje centra Rotovž in da sta župan in ministrica skupaj pregledala stanje projekta in realizacijo pogodbe. Zapisali so: predstavniki občine so nas obvestili o podražitvi projekta, ob tem na nas naslovili prošnjo o preučitvi možnosti za dodatno financiranje strani ministrstva. V skladu s pogodbo, ki sta jo podpisala Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor, sredstev investicije strani države ni več mogoče povečati, saj je v pogodbi opredeljeno najvišje možno financiranje. Konec citata. Z Ministrstva za kulturo so še dodatno pojasnili razlog, čemu ministrstvo ne bo krilo dodatne podražitve. Ministrstvo je namreč navedlo: že na začetku je bilo dogovorjeno in pogodbi med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo določeno, da je sofinanciranje Ministrstva za kulturo največ do 12,7 milijona evrov. Pogodba pa določa tudi, da vse podražitve v teku izvajanja projekta nase prevzame Mestna občina Maribor. Konec citata. In medtem ko pristojno ministrstvo vztraja, da se bodo držali pogodbe, se zdi, kot da se na občini ne zavedajo resnosti položaja. Za Lokalec.si so namreč odgovorili: glede na to, da gre za izjemen kulturni projekt državnega pomena, ki bo imel velik kulturni multiplativen učinek ne samo za Maribor, ampak za celo regijo, ter da je ministrstvo naš partner na projektu, še vedno verjamemo, da se bo tudi za to našla politična rešitev. Konec citata. A rešitve, naj si bo ta politična ali finančna, vsaj zaenkrat ni videti. V občini Markovci pa vre zaradi napovedane spremembe v tradicionalni povorki Fašenka. Župan je namreč spremenil potek trase, tako da gre zdaj v nasprotno smer kot prejšnja leta, s tem pa se marsikdo ne strinja. Imeli so tudi protest. Poglejmo zakaj. Pred kratkim se je skupina protestnikov zbrala pri sedežu občine Markovci in protestirala, saj so nezadovoljni županovo spremembo poti trase pustne povorke. Ne dovolimo, da bi ena oseba, v tem primeru župan občine Markovci, samovoljno, poudarjam samovoljno, spreminjal tradicijo in točno to, kar je tudi naredil s tem, ko je obrnil smer trase povorke. Župan zavrača očitke. Mi smo samo spremenili smer gibanja povorke, to pomeni, prej smo začeli v Zabovcih, danes oziroma letos pa bomo začeli v Markovcih, tukaj blizu naše občinske stavbe, ker si želimo, da bo ta naša prireditev imela celostno podobo, tako kot se spodobi.
in zato smo spremenili samo smer gibanja. Kostanjevec meni, da se s tem spremeni tudi tradicijo, ki velja v Markovcih mnogo let. Mi moramo vedeti, da to ne gre samo za, bom rekel, sprehod mask. Gre za to, da združujemo tradicijo v smislu, da maske obiskujejo dvorišča in da jih domačini pogostijo. In torej maske hodijo iz dvorišča na dvorišče. Župan meni, da bo dovolj časa za to, hkrati pa, da so spremenili vrstni red nastopajočih. To pomeni, da bodo najprej nastopili naši vrteški otroci, v povorki govorim, potem šola, nato karnevalske skupine in pa šele nato te tradicionalne etnografsko-pustne skupine, ki bodo imele še več časa, da bodo obiskovale naša dvorišča in opravljale to poslanstvo, ki ga pač te skupine imajo. Kostanjevec pravi, da je karnevalski šotor na drugi strani novo zastavljanje smeri, kar bo marsikoga preusmerilo. Moje mnenje je, da marsikatera maska, ko bo prišla mimo občine, bo pot kar nadaljevala proti glavni cesti in direkt tja, tako da se bojimo, mislim, da upravičeno, da dosti mask sploh ne bo prihajalo proti vasi v Zabovce in da ne bodo delali te tradicije, kot je bila mišljena do sedaj. Do danes je prijavljenih 34 skupin, to je 1800 do 2000 nastopajočih. Nekaj od teh naj bi po napovedih protestnikov hodilo samo po Zabovcih. Jaz pa še jih vedno pozivam, da naj spremenijo, naj se malo ohladijo, pa naj pridejo sem, ker bodo enako lepo se imeli, nobene spremembe ne bo, samo da bodo začeli v točki A, pa končali v točki B. A Kostanjevec pravi, da se ne bodo prilagajali županu. Ker je bila to njegova samovoljna odločitev, on se ni posvetoval ne z svetniki, z nikomer, ne vemo, kako je sprejel to odločitev. Vsekakor, koliko je tudi meni poznano, bo večina etnografskih mask ostala v Zabovcih in se bo držala tradicije. Upam sicer, mislim, da se bo tudi kakšna karnevalska pridružila. V tem trenutku to zdaj ne morem točno povedati, koliko bo kaj, ker tudi sami nimamo občutka. Tako da, gledajte, bojim se, da bo zaradi njegove samovolje nastal en kaos. Namreč maske, ki bodo prišle v Zabovce, bodo po stari trasi probale nadaljevati pot v Markovce, hkrati se bo pa po uradni trasi začele približevati druge skupine. Poudaril je, da v takem primeru ne bodo delali težav niti incidentov. Mi si tega vsekakor ne želimo. Mi bomo tudi opozorili vse skupine, vse maske, ki bodo prišle v Zabovce, da se pač probamo prilagoditi, da nočemo delati dodatnega kaosa, tako da upamo, da bomo speljali ta markovski fašenk, da bo vse nekako izgledalo. Ampak bojim se, da do manjšega kaosa bo vsekakor prišlo, ker ljudje zdaj ne bodo vedeli, kam se naj postavijo, kdo je kje, kdo kam gre, ampak kot že poudarjam, to je posledica samo samovolje župana. In župan ta vabi obiskovalce, da pridejo v Markovce na fašenk in na povorko. Jaz vabim vse ljudi, ker imam občutek, da je ta tema zdaj bolj pomembna od vseh afer, ki se dogajajo v Sloveniji, seveda daleč od tega, da pridejo v Markovce, da se postavijo ob trasi povorke, ki še enkrat poudarjam, je popolnoma enaka, in da si ogledajo to našo procesijo, kakorkoli bomo jo poimenovali, ali pa tudi, da gredo tu pa tam pa pogledajo tudi na kakšno dvorišče, kaj te skupine počnejo. V nedeljo bomo videli, ali se bo uveljavila županova samovolja, kot ji pravijo protestniki, ali pa bo trasa šla po uveljavljeni tradiciji. S kurentovim in kurentovim skokom pa so otvorili 64. kurentovanje na Ptuju. Bili smo pri Zokiju na Budini, kjer kurenti po tradiciji nadenejo zvonce in začnejo preganjati zimo. Da, tako se je že pričelo to pustno leto. Kurentov skok je dogodek, ki zaznamuje začetek pustnega časa in ko si kurent prvič v tem letu nadenejo zvonce. Zgodilo se v noči iz 2. na 3. februarja. Že tradicionalno se je skok odvijal na domačiji drugega princa karnevala Zorana Križaja Zokija. Pride od 300 do 600 kurentov, to se reče kurentov fantov, ki imajo odete zvonce, ježovko in seveda zaplešemo okrog ognja in to je naš čas in seveda si z veseljem naredimo to, obudi se ta stara stvar in seveda, da je fašenk pred nami. To, da je kurentov skok na njegovi domačiji, si jemlje v veliko čast. Glejte, meni je bil kurent podan v Zibelko, že moji predniki, rekel moj oče, moj ded so bili kurenti in seveda mi to prenašamo naprej in ta dediščina je trenutno na meni, da peljem to stvar naprej in da ne bo pozabljena. Veliko navdušenje vedno znova pritegnejo tudi tisti najmlajši kurenti in hudički. Polno je, pa zaradi povork še bolj vzdušje, pa zaradi pustnih mask različne. Da začnem odganjati zimo. Prvič sem hudiček. In zakaj si izbral to pustno masko?
ker mi je zanimivo, pač pa vsi jo nosijo, pa mi je kul. Ima masko, obleko in palco in še ga ima še. Kaj pa imaš tu? Rutico. Malo pred polnočjo so prižgali kres. Slišal se je prvi pok biča. Kurenti in korenti ta dogodek nestrpno pričakujejo. Ker nam je to bilo podano vse skupaj že v zibelko in ker ne moremo brez tega niti živeti. Leto že 44. leto hodim na te prireditve in karnevale. Zadnjih 7 let, odkar sem imel eno poškodbo težjo, sem pač udeleženec prvega skoka in tudi ptujskega karnevala. Če boste prišli in boste rabili kako zlatnino pa to ali pa bištek, se morate pri Ciganu Milanu oglasiti. To bom imel na samem karnevalu kot pustni lik. Gre za čudovito tradicijo. Čas, v katerem se lahko sprostimo, v katerem smo lahko norčavi in pa seveda simbolizira tudi neko rodovitnost za naprej. Vsi si želimo bogate letine, tudi v prenesenem pomenu dobrih odnosov in da bo življenje čim bolj naklonjeno. Tako da zagotovo gre za eno lepo in pomembno tradicijo, ki si jo želimo ohranjati. Princ ptujskega karnevala daje veliko pozornost povezovanju ljudi. To je en velik dogodek, na katerega moramo biti ponosni in dajmo se skupaj veseliti, čeprav je to ena resna vloga, smo lahko mi vseeno veseli, norčavi in to je to bistvo kurentovanja. Prizna, da je za njimi veliko dela in truda, a ko se vse začne in vidijo odziv ljudi, vedo, da je vredno. Dogodka so se udeležili tudi nekdanji princi. Sem razmišljal, kje pa se sploh stvar konča. In takrat smo tudi z drugim princom, z Zokijom, razmišljali in v Cirkucah smo jaz naredil za zadnji zven korentovega zvonca. In zdaj že 15. leto korenti, ko se vračajo iz različnih turnej, živijo trujeni iz vseh teh popotovanj, se pri nas v Cirkucah poslovijo, imajo tisti zadnji ples. Med ostalimi vrhunci je dan kurentovih in korentovih skupin 7. februarja, ko bo mestni trg preplavilo na stotine najbolj znamenitih slovenskih pustnih likov. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je v minulem tednu odvil 34. sejem Alpe Adria, na katerem se je predstavljalo več kot 350 turističnih ponudnikov iz 13 držav. Med udeležence sejma se je predstavila tudi turistična delegacija iz Maribora, sicer nosilka blagovne znamke Štajerska urbanonaravni užitek. Na razstavnem prostoru Eiffel Slovenije se je pod okriljem STO predstavilo 21 mest Združenja zgodovinskih mest Slovenije s poudarkom na bogati dediščini in raznoliki kulturni ponudbi mest. Prvič so se predstavili predstavniki skupne blagovne znamke Štajerska urbanonaravni užitek, ki združuje raznolike destinacije. Pokrivamo tako rekoč skoraj celotno podravsko regijo z 38 občinami in seveda skupaj z partnerji Zavod za turizem Maribor, Ptuj, Ormož, potem iz Haloz, Slovenskih goric, Ravnega polja in pa seveda določenih občin še iz območja Pohorja, smo nekako skupaj zastavili to konzorcij destinacije Štajerska in tako predstavljamo ravno te destinacije. Tam povezovalna blagovna znamka predstavlja korak naprej v promociji in razvoju turizma na Štajerskem. Predstavljamo se prvič na sejmu Alpe Adria. Pri Štajerski gre za novo blagovno znamko, ki smo jo šele lani v bistvu vzpostavili. Tako da je to, bom rekla, zelo pomemben projekt za našo regijo. Vzpostavitev te blagovne znamke je zelo pomembna, če želimo konkurirati podobnim regijam tudi v tujini. S ponosom so se na sejmu predstavili tudi člani Združenja Vinorodna Štajerska, ki so se svojimi vinogradniškimi pridelki dodatno obogatili celostno doživetje regije in odželjali tiste, ki so se preizkusili z virtualnim kolesarskim stimulatorjem po Dravski kolesarski poti. Vsekakor take predstavitve so pomembne, da predstavimo naš kraj, regijo, da gostje vidijo, da imajo pri nas marsikaj za početi, da imajo zadosti oziroma dovolj ponudbe, da pri nas ostanejo več kot 2-3 dni. Tako da to je namen seveda naših prezentacij. Veseli smo, da se lahko v sklopu Štajerske predstavlja tudi Maribor kot
prestolnica Štajerska. Zagotovo so ti sejmi ena od priložnosti za promocijo, ker ljudje lahko spoznajo tvojo ponudbo in zagotovo bo kakšen gost prišel tudi z tega naslova k nam. Turistična zveza Slovenije je pripeljala več kot 140 lokalnih skupnosti in društev. Ja, zagotovo turizem temelji na povezovanju. Mi imamo zelo jasno strategijo slovenskega turizma, ki govori o turističnih produktih, ključnih turističnih produktih na eni strani, na drugi strani pa na vodilnih destinacijah, ki jih imamo v Sloveniji 35, ki se povezujejo tako z drugimi destinacijami v regije, da se povezujejo z nacionalno ravnijo pri oblikovanju produktov in kar je še posebej pomembno, da se znotraj organizacij povezujejo deležniki iz javnega, zasebnega sektorja, iz vseh različnih področji, zato da znajo oblikovati res odlično ponudbo. Osrednji trenutek je bil pozdravni govor ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, ki je poudaril pomen in raznovrstnost slovenskega gospodarstva ter turističnih priložnosti. Za našo kamero je poudaril tudi, kako štajerska regija prispeva k razvoju turizma in kakšen doprinos ima k celotnemu sektorju. Štajerska je seveda prelepa regija. Ne moremo se izogniti štajerski gastronomiji, ne moremo se izogniti štajerski kapljici, kjer za moje pojme upam, da mi Dolenjci ne bodo zamerili, na Štajerskem proizvajate, bom rekel, najbolj kvalitetna vina in tudi druge tradicije. Če bomo vsi skupaj povezani, potem so rezultati lahko dobri. Na otvoritvi so podelili tudi prestižno nagrado Jakob za leto 2024 in naziv ambasador inovativnih turističnih prireditev, kjer je drugo nagrado in priznanje prejel Javni zavod za turizem Ptuj za projekt Kurentovanje, ki predstavlja največji etnografski festival v Sloveniji. Zato zelo veseli, ponosni, ne samo za Ptuj, ampak celotno našo destinacijo Štajersko, seveda, ki nekako se mora profilirati in pa pozicionirati v že samem evropskem prostoru in Kurentovanje je prav gotovo prireditev, ki nas pozicionira v evropskem in pa včasih tudi že v svetovnem nivoju. Slednje nesporno potrjuje, da je turistično doživetje plod sodelovanja posameznikov, ki združujejo svoje moči in celostno oblikujejo privlačno ponudbo za obiskovalce. To je cilj, ki ga nedvomno zasledujejo tudi v okviru blagovne znamke Štajerska urbanaravni užitek. Na Ptuju pa se je odvila že 19. humanitarna obarjada Lions kluba Ptuj. Kohalnice je vrtelo kar 21 ekip, skupaj pa jim je uspelo zbrati rekordno višino sredstev, na podrobnosti pa v prispevku. Na Ptuju je dišalo po slastni obari. Potekala je namreč že 19. obarjada zapovrstjo. Obisk, ki sem ga danes spremljal skozi cel dan, je bil izjemen. Kajti tukaj se je spet trlo obiskovalcev, vzdušje je bilo fenomenalno, čutila se ta družabnost, čutila se ta humanitarnost in čutila se ta kulinarika. Tokrat je sodelovalo 24 ekip, kuhalnice pa vrtelo 21 ekip. Obarjada je bila več kot uspešna. Uspelo jim je namreč zbrati rekorden znesek. Največ je zbrala ekipa Perutnine Ptuj. Moramo vedeti, da se je prvič zgodilo v zgodovini obarjade, da smo s pomočjo obiskovalcev uspeli zbrati več sredstev, kot jih zberemo od donatorjev za sodelovanje na obarjadi. In z velikim veseljem in z velikim navdušenjem moram povedati, da smo danes zbrali 36.895 evrov. To je novi rekord. Najboljšo obarjado je skuhala ekipa MKC d.o.o. in Reseda d.o.o. Na drugem mestu so bile javne službe Ptuj in občina Markovci, tretje mesto pa je pripadlo komunalnemu podjetju Ptuj. Županja Ptuja Nuška Gajšek je ta dan simbolično predala oblast princu Karnevala. Občutki so vsekakor taki mešani, bom rekel, nisem še doživel takih občutkov, ampak vseeno z veseljem in čast mi je. Moram reči, globoko sem ponosen, ker vem, da so tudi vsi ostali ponosni in ponosni smo vsi na Ptuj, na kurentovanje in ravno to je tisti smisel kurentovanja, zato se jaz ne bojim teh 11 dni, ker vsi mi bomo spet speljali to kurentovanje na takšen nivo, da se bo govorilo leta in leta in bomo lahko ponosni to dalje tudi potem še šibali naprej. Navdušenja nad začetkom kurentovanja ni mogla skriti niti županja Ptuja. Končno dočakali naš 5. letni čas, tudi vreme smo naročili in verjamem, da bomo tudi letošnjo kurentovanje izvedli tako kot pretekla leta z odliko. Obiskovalci so si ogledali otvoritveno etno povorko, na njem se je predstavilo več kot 2000 udeležencev iz 73 skupin. Kurenti, kopjaši, cigani, piceki, medvedi in mnogi drugi.
Današnja povorka je nam izjemnega pomena, saj na koncu koncev ohranja to, kar se je pisalo skozi zgodovino. Dejstvo je, da če te povorke ne bi potekale, ne bi uspeli obdržati vsega tega, kar so naši zanamci nekako ustvarili, in veselje nam je, da lahko vsako leto znova predstavimo to, kar ponuja naše mesto, naše podeželje in seveda vsestranska Slovenija ter tujina. Udeležba dokazuje, da je etno povorka zelo priljubljena med ljudmi. Ni dvoma, da bodo zelo dobro obiskani tudi drugi dogodki v sklopu kurentovanja. Minulo soboto pa so na tržnični ploščadi pred Manco pripravili tržnični dan s ponudbo lokalnih proizvajalcev. No, obiskali so jih tudi kurenti. Poglejmo. Kurenti so v Lovrencu na Pohorju že opravili svoje delo. Minulo soboto so naredili obhod po kraju in pregnali vse slabo. Danes smo združili naš tržnični dan, kamor povabimo lokalne ponudnike, da ponudijo svoje izdelke, pridelke na prodaj krajanom z prihodom kurentom, ki svojo ohranjanje tradicije predstavijo tudi v Lovrencu. Vsako leto, že 20 let, in to je tak tradicionalni dogodek, na katerega smo ponosni, da prihajajo. Pa v letošnjem letu smo celo prvi, kamor so se odpravili. Verjame, da so uspeli pregnati vse slabo in obdržati le dobro. Na tržnici pa smo zasledili malega sramežljivega kurenta Lijama, ki je to postal šele letos. Navdušil se je preko YouTubea, je spremljal, gledal, te pa smo letos dobili opremo. Sicer si pa želi že 3 leta, tako da je letos prvič, ja. Sicer še ne zna v redu skakati, ampak pa ima čas, naj se nauči. Opazili smo tudi otroke, ki so nestrpno pričakovali prihod kurentov. Komaj čakam, da bom kurente videla, a želim jih spoznati. Kaj pa sama, boš kmalu bo tukaj pust, se boš kaj namaskirala, že veš, kaj se boš našemla torej? Ja, Pika Polona. Nisem še nikoli v kurent, da sem se pa takrat, ko je bil pust. Kaj se boš pa letos namaskirala, že veš? Ja, v Zlatolaska. Pustovanje v Lovrencu pa se bo odvilo to soboto. Je pa povorka s pustovanjem, ki se bo pa odvilo malo više med kulturnim in preditvenim centrom. Tisto bo pa tradicionalno pustovanje brez kurentov, ampak z lovrenškimi maskami. Ne le prijetno vreme in prihod kurentov, na tržnici se je znova nabralo nekaj ponudnikov, ki ponujajo svoje lokalne pridelke. Ja, naša neka posebnost je suhomesnati izdelek, meso iz zaseke, ki ponavadi prek Murju pa tam delajo tunko, jo kuhajo ali pa pečejo. Mi jo pa dimimo, pa sušimo kot pršut in pol vložimo v kiblo, v zaseko. Radi kupujejo. Meni, kaj jih prinese, vse zmanjka. Ne, ponavadi, kdaj je sploh kakšen veliki praznik. Drugače pa vsako soboto tu dol in vsako soboto pridejo in vzamejo. Tako da ni problema za to. Radi imajo. Obiskovalci se radi vračajo. Ja, super, nekaj se dogaja, ne? Ja. Da ni tako mrtvo. V Lovrencu je kar zaživel. Navadno kupim mogoče kako salamo ali pa pogledam domače rezance, pa tako malo okrog. No, med kupim. Med, ja. Redno obiskujete, kako vam je všeč? Vredno obiskujem, ja. In mi je kar všeč. Ne pozabite, v soboto bo v Lovrencu na Pohorju zelo veselo. Vljudno vabljeni. Dvorana v Kinhofnu na Muti je postala prizorišče izjemnega glasbeno-literarnega večera. Na odru sta se znašla 2 izjemna umetnika, in sicer Ditka in Feri Lajnšček. Podrobnosti pa v nadaljevanju. Ljubitelji kulture so minuli vikend prišli na svoj račun. V Muti se je namreč odvil glasbeno-literarni večer, na katerem sta se znašla izjemna glasbenika Ditka in Feri. Lepo je videti, da ljudje sprejemajo glasbo in da sprejemajo tudi poezijo. Skratka, lepi občutki so. Večinoma njegove pesmi nastajajo kot poezija. Zelo redko se ukvarja z mislijo na uglasbitev. Se mi zdi, da mora biti poezija osvobojena vsega. Najboljše je potem v glasbi tisti glasbeniki oziroma tisti skladatelji, ki ob prebiranju te moje poezije začutijo nek notranji ritem, ki je bil pač v meni, ko je pesem nastajala. Veliko njegove glasbe uglasbila Ditka.
Občutki so zelo lepi, res sem zelo vesela, da je bila dvorana povsem napolnjena, da so ljudje prišli prisluhniti za res poeziji. Čudoviti odzivi so bili, kar se je čutilo tako po aplavzih kot po skupnem petju, in sem res zelo zadovoljna in vesela, da je bil koncert uspešen. Pred vsakim koncertom dobro razmisli, kaj bo pripravila za obiskovalce. Koncert je bil ravno blizu kulturnega praznika, zato sem si želela vključiti čim več pesnikov, ki sem jih v teh letih uglasbila. Mogoče malce razgibano, da lahko ljudje z mano tudi zapojejo. Seveda je bilo pa danes posebno tudi to, da je bil z nami tudi Feri, tako da je bilo vse skupaj še bolj, bom rekla, tako glasbeno-literarno obarvano. Ditka in Feri skupno zgodbo pišeta že kar nekaj časa. Sodelujeva sva prijatelja in pravzaprav to desetletje že tako traja, da sva pač skupaj na nek način v studijih in po drugi strani skupaj na odrih in nič slabega se nam še ni vmes zgodilo. Oba povesta, da so vsi koncerti plod svobode in velike ljubezni. Najino sodelovanje je res, bom rekla, predvsem zelo svobodno in sproščeno. Odkar sva se spoznala, bom rekla, da se ta najina skupna zgodba res odvija povsem z veliko dobre energije, brez vsakršnih pritiskov oziroma nekih, bom rekla, da bi drug drugemu rekla, kaj kdo mora. Vedno si pustiva to svobodo. Feri mi reče, v glasbi kar začutiš, tako kot začutiš, in se mi zdi, da ravno zato tako dobro sodelujemo. Po koncertu sta se Ditka in Feri še nekaj časa prepustila čarom druženja s svojimi zvestimi oboževalci. V prijetnem vzdušju so skupaj ustvarili nekaj nepozabnih trenutkov, se fotografirali ter pridobili avtograme, kar je še dodatno povečalo čarobnost večera. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Vemo, da 8. februarja beležimo oziroma obeležujemo Prešernov dan. Vsled temu se bo odvilo kar nekaj prireditev, denimo v kulturnem društvu Pekre Limbuš pripravljajo v sredo, torej 7. februarja ob 17. predstavo oziroma prireditev o Prešernovem dnevu. Prav tako bo slednja potekala v občini Majšperk v četrtek 8. februarja ob 18. v tamkajšnjem kulturno-poslovnem centru. Sicer pa ostanite v naši družbi še naprej, iz moje strani pa prijeten zaključek tega večera in nasvidenje.